14. festival sodobne umetnosti je bil naslovljen Politics, tako smo se taj nekako logično nadaljevali za 15. in smo ga poimenovali Narava. Shajamo iz koncepta Beuysovih projektov, zato smo pripravili razstavo Poklon Josefu Beuysu v Dominikanskem samostanu. Gre za njegove projekte iz te serije Difesa della Natura in hočemo nekako sporočiti, da je potrebno slej ko prej spremeniti odnos človeka do narave. To je Beuyss že poudarjal v 70-ih. Stvari se niso kaj dosti premaknili, vidimo tudi, da danes recimo tudi velike države izstopajo iz teh sporazumov zelenih in tudi sami zdaj za svojim programom poudarjamo, da je treba čim prej spremeniti ta odnos. Zato smo pripravili 11 razstav v 10 razstaviščih, tako na Ptuju kot tudi v okolici. Če samo izpostavim Johann Feilacher v Dominikanskem samostanu, avstrijski kipar, velika fotografska razstava Grauten Cement v galeriji mesta Ptuj. Tukaj je predstavljena krajinska fotografija od 1860 pa do danes. V Miheličevi galeriji je velika razstava Inverzni kanon italijanske galerije. V galeriji Magistrat Walter Trecki, pol pa seveda Big is Beautiful, veliko je lepo, slovenska krajina v sodobnem slovenskem slikarstvu. Pa razstava v galeriji Fovi, Vidno polje, ki združuje 12 umetnikov iz vse Evrope in tudi nagovarja naravo, pa v tovarni umetnosti, Marko Tušek in tako dalje. Razstava Veliko je lepo v bistvu izhaja iz koncepta samega festivala Art Stays, ki je letos vezan na naravo in z Nejem Forbicijam sem se odločila, da bi poskušala nekako zaobjeti slovensko slikarstvo oziroma slovenske umetnike, ki na nek svojstven ali pa vsaj delno nekako vključujejo v svoje delo krajino kot tako. Seveda, zdaj nabor avtorjev je precej, ne rečem, subjektiven, vendar smo vseeno poskušali iskati avtorje, ki res nekako koncipirajo svoje delo skozi krajino, seveda skozi neko transformacijo, skozi neko svojo lastno poetiko, skozi nek svoj princip, kjer seveda gre na nek čist subjektivni pogled na krajino, nekje bolj formalno, nekje bolj, ne vem, romantično, arhaično, nekje skozi neko transformacijo v neko abstrahiranje, v neko bolj, rekli, nadrealistično. To se pravi, nekako vse te načine, ki so seveda vsem tem umetnikom lastni, smo poskušali potem tudi generacijsko malo potegniti skupaj starejše avtorje, ki jih že ni več med nami, potem mlajše generacije, ki se šele nekako uveljavljajo ali pa se pojavljajo v slovenskem prostoru. Seveda, zdaj delno smo bili omejeni s prostorom, to se pravi, v bistvu bi lahko zajeli več avtorjev, seveda, če bi bilo fizično možno jih umestiti v samo razstavo, ampak jaz mislim, da nekako smo zbrali tisto neko srčico slovenskega slikarstva, vsa tista več ali manj ključna imena v slovenskem slikarstvu, to se pravi, dela so nekako izbrana v obdobju od 80-ih do danes, sploh s temi mlajšimi avtorji, ki seveda krajino oziroma tak prostor dojemajo bistveno drugače kot 20-30 let nazaj, ker izhajajo z nekega drugega časa, druge percepcije, ki v bistvu na nek način se izpostavlja bolj ta trend, jaz vidim tudi trend, teh angažiranih posegov, ker vemo, kako je danes z naravo, ker je na nek način zelo uzurpirana, zelo agresivno se posega v njo, z industrijo, z privatno sfero in zagotovo tu
postaja nek problem, ki ga seveda umetniki skozi svojo senzibilnost zelo čutijo in seveda se poskušajo odzvati skozi nek svoj lasten jezik, opozoriti morda na problem, na težavo, kar je seveda pomembno za vse ljudi na tem planetu, da bo treba na nek način nekaj ukreniti v tej smeri, da je ta agresivnost kapitala, ta globalizacija tako neposredna v tem poseganju v naravo in se mi zdi, da to bi lahko bila tudi umetnost tista, ki bi prinesla nek dodan moment, ki bi v bistvu lahko tudi na nek bolj neposreden način opozoril na probleme, ki jih imamo s tem planetom. Razstava Veliko je lepo zajema 43 avtorjev, ki nekako vsega tako tiste najbolj priznanih do tistih aktualnih in mladih. Nekako smo prosili umetnike, da postavijo na ogled svoja res velika dela. Želeli smo povezati to, da človek je pač majhen pred naravo. Nekako, ko se postavi pred to veliko sliko, da občuti, da je le del narave, da ni nad njo, kot se danes dogaja. Nismo želeli samo krajine kot takšne, kot naravne, tudi urbano krajino, ker seveda živimo v njej. Tukaj imamo Sašo Vrabiča, recimo, pa Miha Štruklja. Gre pa res samo za velika dela, to smo želeli. In z njo smo želeli povedati tudi to, da je slikarstvo še kako živo. Danes v muzejih srečujemo zmeraj več konceptualnih projektov, kiparskih, prostorskih instalacij. Slikarstva je vedno manj, ampak oba z Dušanom menima, da slikarstvo drži svoj tempo, je zmeraj prisotno. Če gledamo tudi tujini, tudi na sejmi zbiralci, je slikarstvo še zmeraj prvo. Sam bi rekel, da krajina je v slovenskem slikarstvu kar prisotna, je en tak žanr, ki je stalnica. To lahko vidimo tudi na tej razstavi, saj predstavljamo res vodilne slovenske umetnike, tako starejše kot mlade, in vsi delajo krajino. Zagotovo je krajina v bistvu prisotna, ampak jaz mislim, da je običajno v nekem kontekstu. To se pravi, da je bolj kot ne neko ozadje ali pa neka transformacija v bistvu krajine. Manj gre za neko realistično podstat, ampak gre za neko imaginacijo v bistvu. To se pravi, da umetniki v bistvu ustvarjajo lastno krajino, to se pravi, ne gre za posnemanje fizične krajine kot take, da bi recimo prepoznali neko krajino kot nek prostor, ki realno obstaja. Zdaj veliko avtorji recimo operirajo preko fotografije, in je osnova za njihovo neko interpretacijo. In seveda, zdaj sama ikonografija te krajine je zelo slikovita oziroma pestra v tej različnosti pristopa. Zdaj jaz vidim, da nekje gre za, na eni strani neko sublimno krajino, abstraktno krajino, ta transformacija. Potem naslednja stopnja je neka nadrealistična oziroma nek imaginarni svet, ki v bistvu nas popelje v avtorja, ne v krajino. Namreč skozi neko psihozo avtorja v bistvu nekako kaže to psihično krajino, ki se odpira seveda z nekimi atributi, simboli, z nekimi artefakti, ki potujejo po sami krajini na nek način. Seveda, na drugi strani pa gre za neke avtorje v bistvu, ki so v slovenski prostor vnesli neko novo percepcijo v bistvu dojemanja nekega realnega prostora.
ampak se mi zdi, da ta realni prostor se vedno nekako transformira v neko likovnost, ki je pač lastna vsakemu avtorju. Glede na to, da je razstava res velika in zajema ogromno avtorjev, so postavljeni na ogled zelo raznoliki pogledi pač oziroma pristopi do krajine. Od tistih zelo realističnih, do abstraktnih, do različnih kotov, s katerega zajemajo krajino, do kombiniranja tehnik, do printa in slikarstva, pa tudi seveda do zelo klasičnih pristopov, 70, 80, ko gledamo Nikola Bera, ali pa tudi mladi, ki uporabljajo sellotape in tudi druge medije. Vidimo, starejši avtorji dajo pač krajine nekako, slikajo samo krajino, recimo, ne? Če gledamo te avtorje tudi preminuli, ki so na razstavi. Ko pa se obrnemo k mlajšim avtorjem, pa vidimo, da pač krajina je sicer krajina, ampak je seveda angažirana, kar je mogoče ta razlika med sodobnimi mladimi umetniki in tistimi starejšimi, ne? Če gledamo recimo Mitu Gegića, njegova krajina je seveda angažirana, nagovarja ljudi, se tudi jasno vidi njegovo sporočilo. Tudi Tina Dobrajc, če omenim še njo. Krajina je pač, se tudi konceptualni projekti, pa vse te hočejo dati to sporočilo angažiranosti ali politične ali neke druge. In tudi to sodobno slikarstvo, kljub temu, da je le krajina, ima veliko sporočilo, je angažirana in tu je tisto, kar jo ohranja živo. Razstava sama nekako ima dva pola. Ena je narava kot narava taka, res tisti primarni del. Na drugi strani pa danes seveda poznamo tudi urbano krajino, to se pravi naselja, mesta, kjer je v bistvu skozi to neko mreženje, strukturo, to racionalno človekovo odločitev, ko za svojo odločitvijo v bistvu definira prostor. Tako da smo tudi na samo razstavo vrstili kar nekaj del, ki v bistvu ponujajo tudi ta racionalni del krajine, to se pravi neko urbano krajino, neko industrijo, neko morda predvsem v smislu angažiranosti, to se pravi, hočemo na nek način podati neko sporočilo, kako skozi to urbano krajino dejansko tista naravna krajina v bistvu izginja. To se pravi, se podreja nekemu sistemu, nekemu razvoju, nekemu širjenju teh urbanih posegov v samo krajino in zmeraj meni v bistvu na nek način te avtohtone krajine kot take, z naravo, z drevesi, z vodo. Je v bistvu narava nekako človekova bit, skozi katero se pa v bistvu ne znajde na nek način. Zato neko človeškim razvojem smo v bistvu zgubili stik in zagotovo je ta razstava na nek način neka refleksija tega odnosa do same narave. Seveda, tu gre predvsem za umetnika, ki pač seveda v prvi vrsti so vsak umetnik tudi človek in je del te narave, v kateri pač živi v nekem okolju, ki ga v bistvu na nek način označi oziroma ga naredi takšnega, kot je, ga nekako mu da neko osnovo, bivalno ali tudi mentalno, namreč okolje kot tako ima močan vpliv na razvoj vsakega posameznika in ta razstava na nek način kaže to heterogenost vsakega posameznika, ki skozi neko individualnost poskuša seveda nagovarjati gledalca, seveda v tem trenutku je izključen gledalec, namreč seveda umetnik, njegova vloga je, da na nek način
manipulira z gledalcem. Slika je v bistvu na nek način manipulacija, ker pač mi gledalcu ponujamo neko iluzijo, ki jo pač seveda gledalec mora skozi svojo percepcijo sprejeti, jo razumeti, da se naseli v njem in tu jaz vidim sporočilnost slik, da se na tak način pač seveda dotakne. Ključen je gledalec, namreč, če gledalec tu ne absorbira neke vsebine, potem zagotovo namen razstave ni bil dosežen. Pač poudarjamo to, da je slikarstvo še kako živo. Večina tudi umetnikov, ki danes deluje in delajo tudi konceptualno in vse drugo, izhajajo iz tega, da so pač vsi so študirali slikarstvo. Nekateri so se omaknili iz tega, ampak če gledamo vse sejme v tujini, muzeje, velike slikarstvo je prisotno. Zbiralci tudi, lahko rečem, 80% svojih zbirk delajo z slikarstvom. Slikarstvo je bilo pač mogoče 70, 80, 90, danes je malce bilo izrinjeno, ampak je pa zmeraj ostalo. In je tisti prvotni, primarni medij vsakega umetnika, vizualnega.